Dobro jutro. Moja naloga današnja je skušati povedati nekaj konceptualnega o pojmu in ideji enakosti. To je nekaj zelo zahtevnega, nekaj takega, kar je odsotno, pa ne slučajno, iz naših sistemov izobraževanja od osnovne, srednje do faksa. Nas biksajo, fopajo, obdelujejo svobodo. Enakost je popolnoma zamolčana. Tisto, kar je subverzivno, tisto, kako in v smeri česa bi kazalo misliti, v pomenu spreminjanja in oblikovanja nečesa drugačnega in novega v primerjavi z obstoječim, ki je obstoječe vredno, da propade na vsej črti. Ta smer razmišljanja ni svoboda, pač pa je enakost. Enakost ni lahko razumeti za voljo večjih razlogov. Eden poglavitni je pa tale, da je zahodnemu tipu razvoja, načinov govorjenja, predvsem pa izobraževanja, odlično uspelo izenačiti svobodo z enakostjo, še več, enakost zakrit za svobodo. Ker danes nismo več zmožni natančnega mišljenja in se ne znajdemo dobro, oprane glave imamo skozi šolske sisteme, potem pa razlike med svobodo in enakostjo ni lahko razumeti, kaj šele odpirati in odpreti vprašanje enakosti. No, moja je naloga danes v grobih potezah začetno za začetnike začeti razpirati v mišljenje zadevo enakosti. To je naloga, to je smoter in to je cilj tega enournega predavanja. 4 ure bomo imeli pa časa, da se malo pogovorimo v primeru, da boste mislili, da je to pametno. Nekaj zelo presenetljivega je na enakosti. Mi namreč, ki smo zahodno obdelani, preparirani, ubiti naravni možnosti mišljenja, mislimo, da je vse dobro, vse pravšnje, vse napredno, zelo pozen izdelek. Zato, ker znotraj paradigme razmišljanja v kategorijah napredovanja, svakog dana sve više napredujem v svakom pogledu, se zdi, da smo mi najbolj pametni in da je naša doba najvišje, najboljše reči, izdelke oblikovala. Tisto, kar je zelo, zelo tuje na ideji in tudi na nečem takem, kar je moč imenovati praksa enakosti, je, da je zelo stara ideja in praksa. Ko pa greš premišljati, kje se pa pojavlja, kako, ne nazadnje, čemu, kako je to sploh možno, ugotoviš, da je doma pri Grkih, ali pa drugače rečeno, zadeva enakosti je grška zadeva. Se pravi, to ni nekaj, kar se pojavi s krščanstvom. To ni nekaj, kar se pojavi z rinašimentom. To ni nekaj, kar se pojavi v francoski revoluciji. To ni nekaj, kar se pojavi s pregovorno, naprednim, osvobojevalnim in tako naprej zahodom. S kapitalizmom, s postkapitalizmom. Ideja enakosti je dosti starejša. In seveda se je treba vprašati, kako je to možno,
da imamo opravka z nečim, kar je zelo, 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 zelo staro, da je nekaj, kar je hkrati, ali pa vsaj načeloma dobrega, da pa je obenem nekaj takega, kar je odsotno iz naših sistematik izobraževanja, kaj šele, da bi bilo oblikovano in da bi zasedalo položaj v smislu visoko kotirajoče vrednote. V družbi, v kateri ve in vi živite, enakost ni visoko. Poglejte si statistične podatke, javnomnenjske raziskave, boste kvečemu našli nekaj takega, kot je svoboda, pa niti ta ne bo zelo visoko. To je značilnost liberalnih dob, taka kot so bile 60s, 80-ta v vzhodnji Evropi, danes so bolj take, tipično konzervativne. Zdravje, družina, ljubezen, mir, varnost, te so. Enakost, kot da je ne bi bilo. Ko pa, in to je mesto, kjer se pogovarjamo o politiki in kjer skušamo zadeve politično misliti, ne zamenjujte politiko z Janšo, s Pahorjem, s Trumpom. To so politične tehnologije in tehnologi. Politika je zadeva enakosti. Nas, enakih in svobodnih, da delujemo, denimo v smeri demokracije. Ni nujno, da delujemo v smeri nacionalsocializma ali pa fašizma. Mi smo bitja, ki smo zmožna delovati tudi v smeri demokracije. Vendar pa to ne gre, če nimamo pojma. Če nimamo pojma o pojmu enakosti. Zato je enakost v ospredju. In zdaj pa nekaj o enakosti pri Grkih in o tem, kako je izginila, kako je bila skenslena, kako je bila umorjena in kako je danes potlačena in ždi v zagovednem, ne v nezavednem, v zagovednem. So različne kulture in civilizacije, ki nam predhodijo. Ko rečem nam, mislim in imam v mislih to najbolj nevarno v vsej dosedanji zgodovini človeštva, to je zahodna civilizacija. Pred njo so bile različne, ki so na različne konje in stvari in vrednote stavile. Ene so stavile na tehnike in tehnologije. Recimo, če greste študirati Egipčane, pa tudi širše, ker to ni samo egipčanski problem, oziroma problem Egipta ali pa značilnost, zelo pomembno in stopajoče so očitno zanje piramide. Piramide so nedvomno tehnični vrhunski dosežki, ki imajo opravka s tistim, kar Grki imenujejo energon, energije. Kakšne, o tem mi bore malo vemo. Mi pravzaprav zelo malo štekamo. In povezujemo, da nima piramide, ne, svečeniki, z bogovi, vladarji in podobno. Obstajajo druge kulture in civilizacije, ki so zelo mogočno investirali, da nimo v vprašanje ali v problematiko ali pa v način življenja religije. Razumeti recimo Indijo, razumeti Kitajsko, to pomeni predvsem razumeti take stvari, kot so hinduizmi, kot so budizmi. To je tisti sukus, to je tisto skupnostno, kjer do izraza pride njihov način življenja. Obstajajo pa tudi na vso srečo. Takšne kulture so sicer majhne, benigne, poniknile so, danes nimajo več nobenega vpliva, kot je bila Grška, ki se je vrtela okrog ideje politike. Ko rečete politika, imate opravka najmanj z dvojim, in sicer gre za zadevo svobode, in zdaj pa to, kar je za nas pomembno in za to predavanje, in hkrati zadevo enakosti. Pri Grkih je enakost pred in nad svobodo. Grki razločujejo tiste, ki so svobodni, tiste, ki so svobodni in enaki, tiste, ki niso neenaki in nesvobodni, in tisti, ki so tujci. Recimo, ženska je svobodna, otrok je svoboden. Ne ženska, ne otrok v njihovem razumevanju demokracije nista enaka.
Enaki so samo lahko nekateri moški, ki so nujno svobodni. Tisti, ki ni svoboden, tudi enak ne more biti. Tisti, ki je tujec, ne more biti ne eno, ne drugo. Ko mi danes razmišljamo v naših bojda zelo naprednih kategorijah in družbah, to, kar sem zdaj jaz rekel, je zelo komplicirano. Mi imamo zelo velike težave v naših glavah. Svobodni, enaki, samo svobodni in neenaki. Samo enak ne moreš biti, ne da bi bil svoboden. Nesvobodni, neenaki, pa tujci. To je zelo komplicirano za naše tudi pravne sisteme. Mi smo pa bojda napredni. In smo veliko bolj napredni kot pa oni, ki so živeli, ker ko govorimo o zadevi enakosti, je stara približno 2500 let. Mi smo zelo veliko napredni. Veliko bolj napredni od Grkov. Ne, to je samo laganje. Ko gre za najviše stvari, za najviše reči, to pomeni za tisto, kar se z denarjem ne da kupiti. Potem je Zahod bos in barbarski. Njega hujšega barbarizma, kot so barbari, ki imajo vrhunske tehnična orodja in orožja na roko in na voljo, kot je današnja zahodna situacija. Barbarstvo Perzijcev, barbarstvo Rimljanov ali pa Galov, v primerjavi z današnjim barbarstvom, ki gradi na orožjih, s pomočjo katerih se več 1000-krat da uničiti vso populacijo, vse živo na zemlji, si ne znamo sploh predstavljati. Se pravi, zelo pomembno je, da razumemo, ko govorimo o enakosti, nimamo opravka z ničemer takšnim, kar bi bilo zahodno. Kaj šele, da bi bila zahodna lastnina? Iznajdba, inovacija. Ne, to je grško. Samo grško. To je tisto, česar se mi ne učimo. Si predstavljate, da mi nas nekdo poučeval grških logik sklepanja? Grščine? Ne. Mi smo otroci, slabo izobraženi otroci Rima, ki smo na spidu Združenih držav Amerike in NATO-a in ki nečesar ne razumemo, razen tega, da morda čutimo, da se civilizacija trese in da vse skupaj lahko zlahka gre celo po gobe. Gremo probati reči, zakaj gre pri enakosti, kako jo Grki razumejo in zakaj, kako je bilo sploh možno, da so prišli do te ideje. Pazite, ponavadi, ko gledamo iz naših perspektiv, rečemo, Grki, sužnjelastniška situacija. Če je sužnjelastniška situacija, niti svobode ni. Kakva ideja enakosti? Nekaj narobe je z našim načinom razumevanja Grkov, demokracije, svobode in enakosti, točno zato, ker nimamo elementarnega pojma o Grkih in hkrati imamo popolnoma druge kontragrške ideje in načine razmišljanja, jezikovne igre v svojih glavah. To je tisto, s čimer nam napolnijo bučke skozi šolanja in kar obnavljajo iz dneva v dan mediji množičnega poneumljanja. Ko rečejo Grki enakost, potem pa uporabljajo dve besedi. Na ravni samostalnika je to izos. I-S-O-S. Ima 3 pomene približno. Ko pa glagolsko rečejo in grški način mišljenja, če hočete se začenjati ukvarjati s Sokratom, Platonom, Aristotelom, tu se pa lahko ustavim, potem pa morate znati, kako s temi samostalniki ravnati v smeri glagolnikov. Ko govorijo o glagolniku, se pravi nečesno takega, kar je dejavno, kot poudarijo razliko, potem rečejo izodzejn. Piše se I-S-O-Z-E-I-N, kot zajn v nemščini. Kar bi bilo nekako enačenje. Vendar pa, in zdaj gre na tiste 3 pomene pri izos, je treba paziti. Oni niso takšni, da si izmišljujejo besede tako kot mi danes in potem celo prakso svoje življenje, ker oni niso tehnična družba, ampak politična skupnost, skušajo označevati s pomočjo že obstoječih besed. Ko rečejo izos, ni nobenega dvoma, da zadeva prihaja iz 2 smereh. Eno je nekaj takega, kar bi mi lahko imenovali naravoslovno danes, recimo
Pitagora je človek iz tega filma, matematično. Ko mi rečemo enakost, gre iz enako. Stavek A je stavek enačenja. Mi smo mi. Poznate ta stavek, ne? To je Ježek. Mi smo mi. To je zadeva Butalca, njegovega fotra. Ampak to je samo en košček tega, kako Grki razmišljajo. Hkrati je ta izos, ta enakost, vezana na še dva področja, o katerih mi ravno tako, mi smo otroci Machiavellija. Machiavellizma, nasilja. Pridejo še kako upoštev. En gre iz smeri tistega, kar je prav, to je področje zakonodaje, drugi pa smeri unega, kar je pravično, to je področje etičnega. Ko Grki rečejo izos, potem pa niti slučajno ne mislijo samo ali pa predvsem tega matematičnega, je enako. Zato, ker oni vedo, da Sokrat ne more biti enak Platonu. Oni vedo, da Ismene ne more biti enaka Antigoni. In ko razmišljajo o ljudeh, nikoli nimajo matematike pred očmi. Zato so bili zmožni iznajti filozofijo, politiko, etiko, komedijo, tragedijo. 3 pike ad infinitum ali v neskončnost. Ko oni rečejo izos, enaki, potem mislijo predvsem enaki v smislu okolja, okoliščin. To je mesto, zdaj ključna kategorija je mesto, v katerem ljudje lahko živijo kot enaki, medsebojno enaki. Se pravi, ne samo, da so svobodni, v smislu, da niso sužni, pač pa oni grejo korak naprej in to je zadeva polis. Polis je ženska, mesta in skupnostnega življenja, v katerem živijo kot enaki eden drugemu. Šele v teh okoliščinah oni lahko živijo tisto, kar imenujejo dobro življenje. Ko razmišljamo o dobrem življenju, to je to tisto, kar mi ne moremo sploh misliti. Zato, ker naše življenje, ko mi mislimo v kategorijah in mislimo pojem dobrega, mi pojma dobrega by the way sploh nimamo, mi mislimo napredno življenje danes. Mi mislimo koristno življenje. Mi mislimo življenje zaslužkarstva. Grki bi temu rekli, to je življenje idiotov. Tisto, kar je pa novo, kar so oni odkrili, to je največja iznajdba v zgodovini človeštva. Se nanaša na ono, kar je prav in na ono, kar je pravično. Tisto, kar zakoni postavijo, to je to, kar se zmenimo. In tisto, kar je pravično, to je vprašanje etike, to je to, kar je najtežje razumeti in na čemer je ključni poudarek tega študijskega programa. V tem smislu njihova temeljna kategorija, ko oni razmišljajo o politiki, ni tako kot pri nas, absolutizacija demokracije. Zahodni nič drugega kot nenehno blebetanje in poneumljanje skozi govorjenje o demokraciji. Češ, mi smo demokratični. Mi smo demokratični je stavek, mi smo mi. To je tautološki stavek, ki nima pojma o demokraciji. Si predstavljate demokracijo, ki jo nekdo zmožen z orožjem izvažati v Libijo, v Sirijo, kjerkoli. Nekaj narobe s tem. Nekaj gnilega je v tej deželi, ki tako razmišlja. Zato, ko oni razmišljajo o Grki, nikoli jim ni demokracija prva kategorija, ampak ena, za katero verjetno niste nikoli slišali, imenuje se izonomija. Nomos v grščini pomeni nekaj takega, kot je zakon. Izonomija pomeni nekaj takega, kot je enakost v pogojih zakonitosti. Mi temu v približku rečemo pravna država. Pravna država ni zadeva 18. ali pa 19. stoletja, pa nemških pravnikov ali pa filozofov od Hegla ali pa malo nazaj od Pufendorfa naprej. Ne. To je grška zadeva. Izonomija je zadeva enakih zakonov, dobrega življenja v polis, v pogojih, enakosti in hkrati pravičnosti. Ne samo onega, kar je prav, nomos, pač pa onega, kar je pravično, to je pa etos. Od tukaj pride etika, etike. To je tisto,
mesto, na katerem se lahko zgradi in pride in filozofija, in umetnost, in tragedija še posebej. Recimo, razumevanje grške etike, brez razumevanja njihove tragedije, brez Aeschylesa, ne gre. Grki so vedeli, in to je mi njihova veličina, da so smrtniki in smrtnice in da je, zdaj pa pridemo do ključne točke, mesto dobrega življenja, kjer lahko živijo A, samo tukaj in zdaj, B, na zemlji in C, v polis. V trenutku, ko Grki poidejo približno od Aleksandra naprej, Aleksandr Makedonski jih je povozil, od trenutka, ko se pa inštalirata judovstvo in krščanstvo v novo sistematiko, ki je naše domovanje, mi smo judovsko-krščanski otroci, ki smo iz popolnoma drugega filma. Vse naše akademije, vse naše znanosti in znanja, vse naše zgodovine so samo drugačni podaljški judovstva in krščanstva, nikakor ne Grkov. Zato je danes tako subverzivno poučevati Aristotela, grščino, politiko, demokracijo, enakost, izonomijo in to, kar počnemo na tem podiplomcu. Subverzivno je šele to. Družboslovni način govorjenja je krščanski način govorjenja, ne pa grški. Kaj vam pravi družboslovni način govorjenja? Nekaj takega, kot je tole. V tem svetu je nekaj narobe. Tu smo mi zato, da to spremenimo. Ne gre za to, da razmišljamo. Ne gre za to, da razumemo. Filozofi so samo bedaki, ki različno interpretirajo svet. Gre za to, da svet spremenimo. To je družboslovni način mišljenja. To, kar sem zdaj citiral, je bila parafraza Karla Marxa, ki je steber zahodnega načina mišljenja, ne glede na to, ali ste levičari, takrat absolutno, ali ste desničari, tudi desničari stojijo na 11. tezi o Feuerbachu, ali pa ste centristi. Tudi centristi razmišljajo v kategorijah Karla Marxa. Kdo je danes centrist? To so vse menedžerske teorije. Kaj vam menedžerske teorije danes razlagajo? Da je treba svet spremeniti. Ne pa se kregati, ali tako ali tako. Ne, gremo to mi spremeniti. Kako pa bomo spremenili? S še več tehnike, s še boljšo tehnologijo. Ampak obstaja ena radikalna razlika v primerjavi z Marksovimi generacijami, tudi 19. stoletjem. Danes tehnika in tehnologije se ne nanašajo več na nekaj zunanjega, na naravo, na kamne, na zrak, les in druge materije in materijale, pač pa na človeka. Danes govoriti o tehnikah, tehniki in tehnologijah pomeni govoriti o socialnem inženiringu, o nadgrajevanju človeka, o vgrajevanju v človeka različnih komponent, o spreminjanju genetske strukture, o spreminjanju zmožnosti percepcije, razmišljanja in razumevanja. V tem smislu smo mi že spremenjeni. Eden od razlogov, zakaj ne razumemo Grke in zakaj vam je tuje to, kar jaz govorim zdaj o enakosti, ki je ključna kategorija in o kateri je odvisno vsa prihodnost človeštva. Je odvisna od enakosti, od razumevanja enakosti in od našega političnega bojevanja za enakost. V primeru, da to točko ne razumemo, to točko vseh točk, da se ne potegnemo za enakost, našim otrokom in našim vnukom ne da ni nobene obetavne prihodnosti, ne bo na voljo, pač pa ničesar. Če bodo kvečemu stroji, uporabni stroj, podobno kot današnji begunci, ki postanejo bolj ali manj bodisi
spolni delavci in delavke, tisti, ki skrbijo zahodnjakom za riti, za lažje staranje. Skratka, služabništvo je tisto, kar se nam odpira. Tisto, kar je kontra služabništvu. Tisto, kar odpira vprašanja enakosti in svobode, ni tehnično vprašanje. In ne da se še več tehnike rešiti. Ne da se rešiti na zahodni način. Zahod je tehnična naprava, ki je prišla do svojih meja in se seseda v letih, ki so nam dane v životarjenje. Mi moramo usekati radikalno izven Zahoda in proti Zahodu. V smislu zamejevanja Zahoda. In katera je to smer? To je politična smer. To je smer demokracije, katere temeljna kategorija in osrče, srce samo demokracije, ni enakost, pač pa je, ni svoboda, pač pa je enakost. Se pravi, ko danes odpiramo vprašanje enakosti, je zelo pomembno, da vemo, kje je doma, v katerem mestu je bila iznajdena, do neke mere zrasla, negovana, daleč najbolj negovana je enakost bila pri Aristotelu, v njegovih tekstih, ko so etika, politika. In kako in kdaj je izginila in zakaj je danes več ne boste našli. In hkrati, vsakič, ko se nekaj začne tresti, šejkati, mi živimo v dobi, v kateri se izrazito vse trese. Tisti med vami, ki imate malo bolj razvite senzorje, vi čutite svet, ki se trese. Vi čutite, da to, tako kot je, ne more dolgo več iti naprej. Vi veste, da se nekaj lomi. In zmeraj v takih, recimo, da jih imenujemo revolucionarnih trenutkih, ne da bi se zavedali, posežemo za prastarimi idejami, dve izstopata, za katerimi idejami posežemo, ko nam je frka v tem političnem smislu, kot mi smo danes v tem trenutku, če dalje bliže veliki politični revoluciji, ki se lahko tudi sprevrže v totalno vojno in podobno. Vedno posežemo za idejo svobode in idejo enakosti. Pa naj smo doma v New Yorku, v Ližboji ali pa v Sydneyju. Isti šmori. Nekaj debelo človeškega je, kulture transcendirajočega je na ideji enakosti. Pričemer ne smemo idejo enakosti, če se le da razumeti mehansko, matematično. Kajti mi nismo enaki, smo neskončno različni. Ko govorimo o enakosti v grškem političnem pomenu besede, takrat govorimo o enakosti v pomenu tistega, kar je prav, se pravi zakonodaja, nomos, nomoji, zakoni. To je približno tisto, kar mi danes imenujemo pravna enakost. To je tisto, za kar se pravniki zelo trudijo, da bi dosegli. In tisto, kar mi rečemo, da je nekaj legalno, kar gre iz latinskega lex, zakon. To ne zadošča. Na Zahodu smo se lahko, če sploh o čemer, lahko zlahka prepričali, vaša generacija bo plačala zelo visoke cene. Da lahko milijonkrat v zakonih zapišemo, da so ljudje pred zakonom enaki. To je recimo dediščina tistega, kar približno lahko imenujemo razsvetljenstvo francoske revolucije. Ljudje so pred zakonom enaki in so ljudje potem enaki. Ma ne morem od smeha, kako so enaki ljudje po francoski revoluciji, kako so ženske danes enake moškim, kako so južnjaki v Sloveniji enaki Slovencem, kako so Slovenci enaki Nemcem v Nemčiji. Halo? Vse to je ključna točka analitike. Ergo, ne smemo se ujeti, ko govorimo o enakosti, da jo mislimo na te abstraktne načine. Mehanske načine sem rekel. Matematične načine. Pravne. Tudi ne na ekonomske načine in socialne načine. Seveda je pomembno doseči čim više zmožnosti ekonomske enakosti. Denimo v tem smislu, da Marks je prvi tisti kapa dol
ki je spregovoril o zadevi recimo eksploatacije, da dosežemo čim nižje možnosti in zmožnosti eksploatacije ljudi, v smislu, da recimo zaposleni pač čim večje plače dobijo. To je to vprašanje, s katerim se ukvarjajo sindikati in podobno. To je tisto, na čemer stoji Zahod. Če tega ne bi bilo, bi danes bili na ravni Afrike pa Aziji. Mi stojimo na dediščini delavskega gibanja na Zahodu. Od tukaj je to naše bogatstvo. To je tisto, česa Združene države Amerike nimajo. In zakaj je tako brutalno? To vendarle ne zadošča. Tudi socialna enakost ne zadošča. Zato, ker socialna enakost ima nekaj zelo, zelo takega nerodnega na sebi. Element miloščine. Ko začnemo govoriti o socialni enakosti, kot tistem, kar je najvišje, znotraj levičarskih in družboslovnih načinov razmišljanja je to najvišje. Potem pa vnaprej vse reveže postavimo v položaj, da je družba milostna in jih pač prenaša in jim damo tudi tisto 400-500 evrov, ima tisti skupnostni enakostni dohodek in damo. A veste mi, kaj to pomeni od človeka in za človeka, da živi od milosti, pa ni nujno, da od milosti drugega, ampak od milosti družbe, a ni to stališča dostojanstva, stališča samopodobe, a ni to nekaj nevarnega? Ko govorimo o politični enakosti, potem pa govorimo nekaj več. Govorim predvsem o nečem takem, danes bom na ta način v besedo, o enakosti v tem smislu, da enakost ni nekaj, kar je danega. Enakost je nekaj, za kar se moramo potegniti. In v nekem smislu, temeljnem smislu, imamo enake nepravice. Pri politiki ne govorimo o pravicah. To zadeva prava. Ko izenačimo pravo s politiko, smo izgubili politiko. Pač pa o obveznosti, da se potegnemo za enakost. Govorim o političnem, nenasilnem delovanju, da v današnjih pogojih se potegnemo za enakost. To ni nedolžen stavek. In to ni družboslovni stavek. Družboslovni stavek je drugačen, tako se glasi. Imamo pravico, odgovornost in obveznost, da se bojujemo za svobodo. Jaz nisem tega rekel. Jaz govorim nekaj drugega. Jaz ne govorim tega, kar govori Žižek. Jaz ne govorim tega, kar Čomski govori. Jaz nisem družboslovc. Ni isto, če nekdo reče, imamo odgovornost, imamo pravico. Moramo, karkoli lahko rečete na tej strani, se bojevati za svobodo. To je zadeva, s katero imamo opravku v celi človeški zgodovini. Od Spartaka naprej. Vsaj. Se pravi, od vseh sužnjelastniških dob, vseh sužnjskih ustaj. Jaz govorim nekaj drugega. Jaz govorim, da je obveznost, če hočete, je, da se potegnemo za nek drugačen, bistveno drugačen smoter, kot je svoboda. Ali pa jaz govorim zelo grško, če hočete, da to razrečem. Ne? Najvišje ni svoboda. Najvišje je enakost. Stališče posameznika je najvišje svoboda. In to je točka, na katero se ujamejo vsa družbena bitja. To je točka, na kateri nam gospoduje obstoječi sistem. Ker vsak gleda svojo lastno rit, grško rečeno. Ker učinkujemo kot idiotes, vsak gleda svojo lastno rit, potem pa ni onega ključnega. To je pa skupnost, to je skupnovanje. Skupnost in skupnovanje pa ni nekaj, kar lahko postavite na svobodo. Ni nekaj, kar lahko postavite na družbenem bitju. Ni nekaj, kar postavite lahko na idiotu. Pač pa na enakosti. To pomeni na skupnovanju enakih, ki se potegnejo za dobro življenje v skupnosti, ker je skupnost tista, ki je ključna kategorija in predpostavka življenja, tudi v pomenu svobode, ne pa obratno. Če razmišljate in tako razmišljamo, tako nas šolajo, to počno vse akademije, vsi platonizmi. In rečete približno tako.
Temeljna zadeva vsake družbe je posameznik. Imate opravka z atomistiko. Prevedeno. Temeljna zadeva vsake družbe je atom. Vsak posameznik je atom. Ko so vsi svobodni, tudi družba bo svobodna. Seveda družba bo svobodna. In zdaj to pride, dokoder sem hotel pripeljati. Zahodna družba je svobodna. Mi že smo svobodni. Mi na Zahodu smo dosegli to razvojno točko. Tisto, kar je zdaj naloga naših generacij, je, da gremo čez to. Ali pa, v mojih kategorijah, da gremo sem stran. To napredovanje je takšne narave, da nas je prepeljalo v nebozetje. Mi živimo v nebesih svobode, sreče in blebetanja v demokraciji, miru. Zahodna civilizacija je civilizacija miru, ki je prejšnji teden v Saudski Arabiji podpisala take po take debele milijarde. Trump je na mesto in v njenem imenu to naredil. Dolarjev za investicije, za orožje. Zakaj? Za mir. V trenutku, ko se zgodi, da mir postane vojna, vojna pa mir. Orwell je to. Morate vedeti, kjer smo izmeščeni. Da smo v bistvu in the middle of nowhere. Ko začnemo govoriti o enakosti in obračanju te zahodne paradigme, ko namesto svojih prioritet postavimo enakost, ne svobodo, enakost, politično enakost delovanja v smeri demokracije, takrat se vse lahko zašejka. To je naloga naše generacije. Naloga naše generacije ni, da ponavljamo kot papagaji mantre 19. pa 20. stoletja. Ni naša naloga, da se še dalje bolj tehnično razvijemo in smo še bolj napredni. Ni naš problem, da imamo premalo avtomobilov. Naš problem ni, da imamo premalo kompjuterov. Naš problem ni, da smo lačni. Naš problem je, da imamo preveč avtomobilov, preveč kompjuterov, da smo prenažrti, polne riti. Ne moreš več videti elegantnega moža in punce, zasedeni. Naša naloga je, da odpremo popolnoma novo, ki je stara grška štorija, in to je štorija politike, enakosti in demokracije. Tega in to ne morete doseči, če se ukrcate in igrate špil Zahoda, družboslovja, atomov, ki da so svobodni. Ne zadošča. Skratka, svobodni smo že, zdaj je treba nekaj drugega in drugačnega. Kaj je to? To je politika, to je politično delovanje. Kje pa? Zagotovo ne pri Bogu. Toda v krščanstvu dobimo pojem enakosti, v smislu enakosti v Bogu, pred Bogom, pri Bogu, ne zadošča. V vesolju in v kozmopolisih, to so stoiške filozofije, paralelne z dobo krščanstva in judaizma. Ravno tako ne. Enakost v družbi? Družbena enakost ne funkcionira. Če kaj v zvezi z našo zgodovino Zahoda smo se mogli in mislim, da bi se morali močno učiti, je bilo problematičnega na socializmih, potem je pa to tole. Da so socializmi bili na družbeni enakosti, delno tudi ekonomski enakosti, a so rešili zadeve. Ja, tehnične, ene generacije so izobrazili, mojo, za kar sem jaz neskončno hvaležen Titovi generaciji. Kaj pa pol? Premalo je. In pa se treba vprašati, kje pa je lahko to enakost? A lahko z enakostjo, kot s konceptom, imamo opravka v vesolju, pri Bogu, v družbi? A lahko enakosti govorimo o ekonomiji, pri izdelovanju, pri produkciji?
Da bi o enakosti bilo moč spregovoriti, da bi jo moč bilo živeti, da bi lahko bili tisto, kar stari Grki imenujejo praktični praksis, pomeni politično delovanje. Da bi lahko delovali, nujno potrebujemo mesto. Mi na Zahodu nimamo mesta. Mesto je polis. Mi životarimo v megapolisih. Da bi enakost bilo moč prakticirati, bojevati se za enakost, bo treba se šele bojevati in izbojevati. Ne samo za mesto, pač pa mesto samo bo treba šele izbojevati. Kakšno demokracijo se lahko greste v Mexico Cityju, v New Yorku, v nepreglednih milijonskih megapolisih? Kakšne demokracije lahko gojite na Kitajskem? A mislite, da so slučajno Grki bili zmožni inventirati demokracijo, enakost in svobodo v majhnih mestih? A mislite, da je slučajno majhnost in mestnost nekaj ključnega pri tem? Motite se. Ključno je mesto, tudi majhnost, tudi poznavanje medsebojno, tudi prijateljstvo in nikakor ne atomiziranost. Temeljna značilnost naše dobe je atomizacija vsakega med nami. Niso mediji tukaj zastonj. Ni slučajno, da mi od iznajdbe televizije naprej ne pogovarjamo se več in da družina ne funkcionira. Da se družina lahko v 50, 60, 70 še lahko usede pred televizijo, ampak vsakdo za sebe bo vščil televizijo. Konc družine je. Oni več niso obrnjeni en proti drugemu, pač pa vsi skupaj proti televiziji. Danes vsakdo med nami bo všči v zaslon, ki ga imamo celo v žepu. Pojutrišnjem je čisto normalno, da več ne bo nujno, da bo fizična zadeva, ta zaslon. In da bo prišel v take obliki, kot je ta, je že, by the way. Mi vidimo unega drugega, uno drugo še. A mi komuniciramo? Ne, mi smo svobodni. Naša svoboda je pripeljana do absurdov družbene svobode. Politično to misliti. Misliti pomeni iz perspektive enakosti. In zdaj imamo paradoks, in to je točka, kjer se bojite, ker vas je svinjsko strah, še posebej, še bolj, najbolj, koliko ste in če ste levičari pa liberali, večina vas je takih. Ko slišite, da jaz zalajam, jaz renčim na svobodo in tako ultra mogočno poudarjam enakost, potem čutite nekaj hecnega. Nekaj to je too much, kar Kuzmanič govori. Vi čutite nekaj konzervativnega, zato ker o konzervativizmu nimate elementarnega pojma. Vprašanje konzervativizma je vprašanje tistih vrednot, ki jih Aristotel nameni ženskam. To je vprašanje ohranjanja. Nismo mi na spidu več in ne moremo se več tega privoščiti. Novo in novo in novo in novo in novo proizvajati. Mi smo v dobi, v kateri bo treba zmoč in znati ohranjati. Tako daleč smo, da bo treba zmoč in znati, to je temeljna politična naloga naših generacij, ohranjati celo našo oblo. Kisik, vodo. Vsi temeljni elementi življenja so ogroženi. Vse vrste, vključno človeško, smo ogrozili in so ogrožene. Se pravi, ko razmišljamo o kategorijah, kaj narediti, kje smo zdaj, a mi poveste, koliko je ura, ker ne vem tudi v času, kje smo zdaj. Smo blizu 1 ure, ne? 11 je, ne? Moramo pa nehati? 11:30 ali 11:15? 11:30. Ok. Jaz sem zdaj počasi skušal skleniti, potem pa lahko rečemo, kako se da
v primeru, da ste mnenja, da je to, kar sem jaz govoril, sploh vredno tega, da bi se mi pogovorili. Se pravi, naš trenutek, to je tisto, kar je mesto v času. Ko Grki govorijo o enakosti, potem pa jo ne morejo postaviti kjerkoli, da bi enakost bila, da bi se zgodila demokracija. Oni rabijo mesto, rabijo obzidje, rabijo marsikaj. Tisti, ki vas to zanima, poslušajte online moje predavanje o demokraciji in to, kar danes govorim, nadaljevanje predavanja o demokraciji. Jaz so še druga predavanja, ki se vežejo na to, na vprašanje svobode, tehnike, oziroma bodo prišla, ampak tako da veste, da to ni prvo predavanje, ki ga imam na podobne tematike. Pa rabijo mesto. Imajo še eno kategorijo mesta, to je topos v grščini, topos topoji, ki se nanaša na mesto v času. To je tisto, kar je zelo pomembno za orientacijo in za mišljenje. To je tisto, za kar nas ne učijo v nobenih šolah. Mi živimo v mestu, v času, oni temu rečejo Kairos. Mesto Kairo gre in je povezano s tem po poimenovanju, še iz časov Aleksandrije, Memfisa in tako naprej, ampak to je neka druga zanimiva štorija. Ko oni rečejo, kje smo, potem pa mislijo dvoje. Eno je to v smislu prostora, zato rabijo mesto, da bi se enakost zgodila, dogajala in da bi se dobro živelo, ampak tudi v času. Naš problem je, da smo iztirjeni, mi smo izmeščeni, mi ne živimo v mestih, mi mesta šele moramo oblikovati. Zato je ključnega pomena to, kar se dogaja, da nimamo na takih projektih, kot je bila nekoč Metelkova. V moji generaciji, jaz sem bil eden od Metelkovcev. To, kar je danes Rog, to, kar je Inde, to so ključne zadeve. To ni nič slučajnega, ampak to samo mlade politične živali poštekajo. Saj, kaj pa naj delamo v Popovič land? Kaj naj delamo v Jankovič land? Kaj naj delam v Trump land? Halo? Seveda nič, ker ta mesta so puščave. Vi morate znotraj teh mest osvojiti od točke in šele vzpostaviti mesta. Podobno je s časom. In odgovor na vprašanje, kje smo zdaj, se veže na vprašanje opredeljevanja mesta v času. Mi smo v predrevolucionarni oziroma že v revolucionarni smo dobi. In sicer v tem smislu, da se revolucija ne bo zgodila samo od sebe. Revolucija ni na strani stvari, ampak na tega, kar mi imamo v glavah. In to, kar mi imamo v glavah, je približno tole. Mi smo poštekali, da je nekaj debelo narobe. B. Mi smo poštekali, da je nekaj debelo narobe na zahodu. C. Mi smo poštekali, da je nekaj debelo narobe z zahodom. Da je nekaj D in tako naprej. Debelo narobe s tem, kar zahod počne. Hkrati smo mi zahodnjaki. A ne pričakujemo, da bodo drugi rešili naše probleme. Ne, to je naš problem. Kako se zdaj postaviti? Ergo, v tem času, v tem trenutku, v tem mestu v času, tukaj in zdaj, kako živeti dejansko življenje, ne pa biti zombi. To je naše vprašanje. Moj ponudek, odgovor, se glasi, tako da se politično bojujemo za enakost. Kaj to zdaj pomeni? To seveda ni identično, kot je bilo v grških časih. Si predstavljate, da bi se Grki bojevali za enakost plizavcev, sardel, konjev in ljudi. Ne, oni so živeli v neki drugi dobi. Za njih je, recimo Aristotel bo rekel, narava nekaj neskončnega. Končna je, ampak neskončno lahko proizvaja v smislu, da daja življenje. Kje smo pa mi? Mi smo na koncu v položajih, mi smo v nepoložajih. Da je narava izčrpana. Zato, ko rečemo bojevanje za enakost, mi ne moremo kar tako reči, uni kuščer. Vsak kuščer šteje v naši generaciji. Mi ne moremo kar tako reči, una koza. Vsaka koza šteje. Kaj šele človek? Kaj šele ženska, če razmišljaš iz pozicije moškega, ali pa moški, če razmišljaš iz pozicije ženske? Kaj šele gej? Vsak gej šteje. Vsaka lezbika šteje. V tem smislu. Imamo popolnoma druge naloge.
ki jih prejšnje generacije niso imele. Oni so živeli luksuzna življenja samo pozabe. Oni so se okrcali na industrijski čavn razvoja norcev, približno od Becknove generacije so se razvijali, so napredovali in uničili so vse, kar je pod zemljo, na zemlji in nad zemljo, dobesedno. Vse so uničili. Zakaj pa? Za zelo, zelo, zelo tenko plast, nekaj 100,000 posameznikov, nekaj 10,000 družin in milijarde ljudi so bile nenehno v funkciji tega. To je tista točka, v kateri smo. In naša naloga je, da rečemo fuck off! Dovolj tega. Na akademiji tega ne morete izreči. Tudi stavek, ki sem ga prej izrekel in se glasi fuck off, ne smete ga izreči na akademiji, ker se ne spodobi. Akademija je vprašanje pravšnjega družboslovnega jezika. To, kar jaz govorim politično, ko govorim aristotelovsko in ko sekam proti platonizmom, jaz govorim proti akademiji. Akademija ni naša prihodnost. Nima odgovorov. Pač pa je steber obstoječega, ki je vreden, da propade. Akademija in akademsko znanje, stroke in strokovnost je tisto, kar mi moramo z moč razumeti, dekonstruirati, kritizirati in popolnoma na novo zastavljati. Skratka, naše naloge so enormne in jaz ne bi rad vlekel preveč naprej, ker se bojim, da vas bom ustrašil, da vam bom preveč naložil težkega na vaših mladih hrbtih, ampak se mi zdi, da je bilo treba izreči v zvezi z enakostjo nekaj srednje krepkih. Niso to bile najbolj krepke, ki jih jaz premorem, način, ki ga jaz obvladam, ko govorim znotraj tega iznajdevanja novega jezika in načina govorjenja. To je nekaj srednje krepkega. Sem pa upal, da vam bo dalo misliti. Se pravi, sklep. Ne morete reči enakost, pa začnete govoriti o enakosti. Tako se družboslovci pogovarjajo. Svoboda, pa začne govoriti o svobodi. Ko gre za fenomene, fajnomenaj, pa gre za neke določene položaje prikazovanja, o katerih je treba veliko vedeti. Zgodovino. Jaz sem skušal nekaj majhnega investirati v zgodovino razumevanja, možnosti razumevanja pojma enakosti. To je tisto, kar je predpostavka. Ko razmišljamo, ne gremo v trgovino, pa vzamemo s police, kar hočemo. Enakost, pa svobodo, pa državo, pa politiko, pa demokracijo, ne gre tako. Vseh teh rečeh je treba poznati zgodovino. Nekatere so zelo stare. Enakost sodi med najstarejše. V tem smislu mi imamo nalogo, ki je še bila grška naloga, ki ni udejanjena. Mi smo, zahodnjaki, zelo napredovali tehnično, vendar pa smo na ravni enakosti, demokracije v glavah in tako naprej na točki etike, barbari. Temu zahodnemu barbarizmu se mi moramo postaviti po robu in se ne pustiti ujagati v to, kar nam počno vsak dan mediji množičnega poneumljanja, kot kohibe Zahoda, njegove tradicije, nenehno izvažajo in ustrahujejo nas. Kitajci so krivi za naše zlo, muslimani so krivi, lenuhi so krivi, nič ne delajo, babe ne smejo blizu oblasti in gospodstva. Amen. To so molitvice, to so kožje molitvice, s katerimi se ne morete postaviti drugače kot racionalno, politično spoznavanjem politične zgodovine in političnih teorij. Tu ne pomaga instinktivnost
in uno Bože. No, to sem jaz smel za zdaj, potem pa izgleda, da imamo 15 minut za vaše vprašanja morebitna. Za kritike bi bil zelo hvaležen ali pa drugačna mišljenja. Hvala. Na družbeno enakost. Družbena enakost je odlična zadeva. Problem je v tem, da mi imamo na Zahodu, mi smo privilegirani. Ne primerjajte sebe in ne morete in ne smete razmišljati, mi na Zahodu, pa oni v Afriki, pa oni v Aziji, pa je eno in isto. Ne. Mi na Zahodu smo že družbeno svobodni v številnih dimenzijah. V nekaterih bolj, v drugih manj. Pri tem se ne moremo ustaviti in te horizonte razmišljanja, percipiranja, imaginiranja, vzpostavljanja novega. Mi na Zahodu v tem trenutku nimamo možnosti imaginacije, kaj pa nekaj novega. Mi vemo, da to, kar je zdaj, ne funkcionira. Kaj pa nekaj novega? In potem, moja teza je ta, ko razmišljamo znotraj družbene enakosti, razmišljamo znotraj obstoječega, mi kvečemu lahko dobimo nekaj še več enakega. Jaz pa pravim, če hočemo razmišljati zares, moramo biti zmožni celokupno situacijo, historično, zahodno, misliti kritično, to pomeni približno onstran te družbene enakosti. Se pravi, ne gre za to, da je družbena enakost za nič. Ne, jaz pravim, družbena enakost pripelje do neke določene točke, podobno so socializmi dosegli. Potem se pa izčrpa ta paradigma, ta program, ta ideja. In tisto, kar po moje v narekovajih pelje čez, ali pa prihaja dejansko, oziroma pripelje nas lahko sem, v tukajšnje in zdajšnje življenje, je zadeva enakosti. Se pravi, ko rečem enakosti, opazili se, da zadevo vežem na mesto in da jo vežem na skupnostno delovanje. Pri vprašanju družbe, probajte razumeti, da družba temelji na posameznikih in posameznicah, ki so svobodni, to vam je hkrati zmeraj tisto egoistično. Ne morete imeti družbeno bitje, ki hkrati ne bo atom in ki hkrati ne bo egoistično učinkovati. Ne gre. To gre hkrati. To je sestavni del. Ne morete imeti družbeno bitje, družbo, družbeno enakost, potem pa rečete, saj so oni pokvarjeni, potem pa začnete religiozno v bistvu razmišljati. Oni so tam na egotripu, pa ne vem kaj, in bolj na koncu skrenete, da je, glavni problem ekonomske krize leta 2007 naprej, greed. Kakšna je to analitika, ki ekonomsko-družbenih in političnih problemih neke dobe govori na religiozni način? Greed je kategorija, ki je teološke provenience in ima vsebine, ki so protestantske, o katerih zdaj ne morem govoriti. Skratka, hočem reči, bom rekel v kategorijah PR-ja. Mi se verjetno niti ne zavedamo, kaj se je zgodilo v 20. stoletju, od Bernaysove generacije naprej in kako nas, direktno povedano, vodijo in peljejo lulati. Ko nekdo izenači svobodo z enakostjo, ko izenači recimo moč s silo, ko nam izenači družbo z državo, ko nam izenači svobodo z enakostjo, družbeno enakost, s politično enakostjo, potem nas ujame. Se pravi, PR funkcionira na ta način, da vam izenačuje nekaj, kar ne bi smeli na ravni mišljenja izenačiti. Lahko nekdo, ki se ne ukvarja z mišljenjem in na tržnici ali pa na peškariji,
meša vse te pojme v navadne pogovore od kofetov. To je normalno. Ampak kako intelektualci, ko mi, mladi aktivisti in tako naprej, začnemo to enačiti in nismo zmožni razlikovati, takrat nastopi problem, ker kdo bo namesto nas? Mi imamo opravka z akademijo na Zahodu, z vrhunskimi intelektualci, ki tega ne razlikujejo. To nerazločevanje, ki ga ne morete seveda zaslediti, da pride v medije, je takšno, da direktne posledice ima na vsakega odjemalca v medijih. In ko ti padeš na finto družbene enakosti kot tistega najvišjega, si že pacient tovrstnega PR-ovskega obdelovanja. Tisto, kar vam jaz pravim, PR v tem smislu je, da je družbena enakost leseno železo. To je radikalno. Zakaj leseno železo? Zato, ker nam obljublja, to je ta element sladoleda, sladkobnosti. To je tisto, kar nas prepriča in v kar se ujamemo. Enakost, ja. Sounds good. Sounds good. Indeed. A so družbena bitja lahko enaka? Ja, formalno ja, na ravni zakona. A to zadošča? Ne. Če ti to zadoščalo, potem mi danes ne imeli nobenih težav. Zato, ker to že imamo. In elemente, številne elemente, tudi v socializmu smo jih imeli, družbene enakosti, je pa res, da je, recimo, kar se Slovenije tiče, zadnjih 25 let imamo strašno degeneracijo in nazadovanje v smislu družbene enakosti. In imamo hkrati elemente pravne enakosti. A je s tem rešeno? Ne! Tisto, kar vam jaz pravim, je, drugo paradigmo potrebujemo. Če ostanemo znotraj te paradigme v smislu horizonta mišljenja, kako vidimo, kako razumemo, ne moremo oblikovati ničesar. Lahko kvečemu pridemo do sklepa, in to je običajna situacija danes, treba je narediti revolucijo. Zdaj pa pride vprašanje, katero pa? In odgovor je nujno družbeno revolucijo. In kaj boste naredili z družbeno revolucijo? Ponovili boste socializme? Boste. Katere so značilnosti družbenih revolucij? Brez nasilja ne gre, brez voditelja ne gre, 3 pike. Tisto, kar vam govorim, je skratka poskus, vem, da je to težko, kar razlagam. Mene je stalo 4 stoletja življenja, glavni del mojega življenja sem se s tem ukvarjal. Moj problem je, kako priti ven iz labirintov družbenega in družboslovnega mišljenja. Zato me je vse skupaj stalo branje cele zahodne tradicije. Vprašanje je, kako priti ven iz ukazane paradigme. Ta paradigma je družbena. To je tisto, kar je prva odkrila Hannah Arendt v knjigi Vita aktiva, ko napade kategorijo družbenega. To je tisto, kar levičarji popenijo, ko grejo brati Hannah Arendt. Svetujem vam, berite jo, pa boste videli, kako levičarji so sestavni del obstoječe problematike. Jaz sem tudi bil levičar, jaz vem, da to boli. To, kar jaz zdaj govorim tudi sebi samemu. Ampak, če ne bomo politični, hrabri, grehov prejšnjih generacij, tudi predvsem levičarskih, bili zmožni prevzeti na svoje hrbte in začeti drugače. Nihče to drug namesto nas ne more narediti. Tisti, ki razmišljajo znotraj recimo desnih ali pa centrističnih paradigem, oni so še bolj zaplankani. Naše naloge niso tako preproste, kot so bile v partizanski dobi. Einfach je imeti fašiste na eni strani, einfach, prosim, razumite to, cum grano salis. Pa si ti na tej strani in na tej strani tvoji je egalité, liberté, fraternité, oni tam pa udri. Mi imamo teh situacij, mi imamo opravka s postfašizmi, postnacizmi, z dosti bolj zafecljanimi stvarmi. Tisto, kar jaz vem, zato sem rekel na začetku, da vam skušam govoriti o najtežjem. Kategorija družbenega, kategorija enakosti, to je najtežje. Ampak ne najtežje nasploh. Najtežje razumljivo v naši kulturi. Zakaj?
ker je naša. Kot je nekdo od majhnih nog, ko Janez ga in Mojco nekdo od majhnih nog uči A, potem če celo življenje čivka A. Pa tudi drugi pa reče B. Ne, A. Zato gre. Se pravi, skušam vam govoriti, opozarjati vas, da smo znotraj svoje kulture in civilizacije ujeti v izobraževalne sisteme načine razmišljanja, horizonte mišljenja, ki nam preprečujejo in s katerimi se bomo morali zmoč sfajtati. Drugače ne gre. Nihče drug tega ne bo naredil. In ključni točki sta dve. Ena je ta družba družbena, druga je enakost. Če mislite, da je družba, to je sestavni del našega zabijanja in poneumljanja, ker mislite, da je družba, society, sočeta, identično kot je nekaj, kar je skupnost. Recimo, Gesellschaft, Gemeinschaft. Recimo, Grki nimajo pojma družbe. Koinonija je skupnost. Skupnost. In družba. Ni isto. Ne morete družbena bitja povezati drugače v skupnost, kot pa da radikalno narodnjaštvo proizvedete. Hrvati, Slovenci današnji, kako se lahko zberejo? Kot črede družbenih biti, ki jim rečeš, oni tam Slovenci napadajo nas v Piranskem zaljevu, potem pa vsi Hrvati, še posebej koliko bolj ustašico, prijedajo in bodo streljali v Slovence. Slovence pa rečeš, oni tam. Hrčki nas napadajo v Piranskem zalivu, potem pa vsi grejo in potem pa komaj čakajo, ko bojo ratatatata. A nismo to lekcijo vzeli leta 1914, 1939 in tudi 1989. Ja, po moje, ja. Ko jaz govorim tako in nekako drugače, kot govorim, potem to niso metafizični stavki. To so stavki, ki upoštevajo leto 1914, 39, v našem koncu 41 in poznejša leta, vključno z leto 89. Na Slovenskem so zmagala nova družbena gibanja. Tisti, ki smo govorili o politiki, da ta gibanja niso nedružbena, ampak so politična, smo pogoreli. Kje smo danes? V družbenem. Mi se namakamo v družbenem. Mi imamo probleme z družbenim. Konkluzija. Družbeno ni odgovor. Družba in družbeno kot način življenja je problem. Če mislite slučajno, da je družbeno bitje neka tako by the way zadeva, s katero nas fopajo v šolah, pa se motite. Vsi se razumete kot družbena bitja. Štorija v družbenem bitju pa ne poznate. Iznajditelj sintagme družbeno bitje je sveti Tomaž Akvinski. In proizvedejo v 13. stoletju na točki napačnega, namenoma napačnega prevoda zoon politikon iz Aristotelove politike. To je tudi iznajdba Hannah Arendt, kapa dol, veliki mislini. Skratka, veliko več tukaj. Jaz sem se s tem začel ukvarjati 25 let nazaj, ko sem začel delati in pisati eno knjigo, ki se imenuje Antipolitika. In od takrat nisem nehal. To, kar sem danes govoril, je eden od rezultatov teh raziskav. Ali pa še drugače. Pazite, ko govorite in ko uporabljate besede. Ni vseeno. Rečete, da je nekaj moč, ali pa da je sila. Ni vseeno. Če rečete, da je neka družba, ali pa skupnost. Ni vseeno. Če rečete svoboda, pa mislite, da je to isto kot enakost. Ne, ne. Če in ko mislite, da je to isto, da je to samo sofistično
kako bi Srbi že rekli, cepidlačenje, ja, iskanje dlake v jajcu približno, ne, se motite. Mi smo zelo zagozdeni, zajezeni, potunkani, skozi to poneumljeni. V nekem tipu radikalnega neizobraženosti in neizobraženja, da imamo sistematike, v katerih nam sistematično v šolah ne govorijo o teh razlikah. Zato se lahko imamo, da smo najboljši, zato imamo tako visoke mnenje o sebi in zato ničesar ne razumemo in zato nam lahko tistih par procentov, mislim, da je v redu to, kar pravijo ta mladi, kar pravite mladi po celem svetu, ta 1% nam pol lahko, tako, z levo roko, dela, kar hoče. Besede niso nedolžne. Grki so zelo dali in cenili moč besede. Danes se nam zdi, kaj filozofiraš, kaj blebetaš, saj vsi vemo, kaj je enakost. Ne znamo. Saj vsi vemo, kaj je svoboda. Daleč od tega. Pravzaprav smo v tem hotel povedati par besed o besedah samih. Vi verjetno mislite, da je realnost bolj pomembna, kot so besede. Ni to tako preprosto, da vas opozorim samo še na eno dimenzijo. Današnje realnosti, vse realnosti in vse resnice so naštancane, so proizvedene. In sicer iz pozicije nekaterih besed, idej. Ni najprej realnost, pol pa beseda. Tako vas učijo materialistično v šolah. Ne živimo mi več včasih 2, 3, 5, 12 tisoč let nazaj. Mi danes štancamo, projektiramo, tehnično izdelujemo nove realnosti, nove resničnosti, novega človeka na osnovi idej. Na začetku je na nek način ideja v tem smislu pomen in moč besede. Če tega ne razlikujemo in nismo zmožni si predstavljati ali pa misliti, še slabše potem bo. To je bil približno zelo dolg odgovor na tvoje vprašanje. Primož, imamo še čas ali moramo opustiti? 15 minut. Še 15 minut. Fino. Izvoli. Ko rečem politika, to je tisto, kar mi v makiavelistični dobi, ker mi imamo makiavelistično redefiniran pojem politike. Ko rečem politika, govorim grško in rečem pola, številni. Se pravi, brž, ko si rekel politika, si rekel številni. Številni enaki, ki skupnujejo. To je
To je kakšna beseda za politiko. Se pravi, ni nič takega, kar bi bilo težko razumeti pri besedi politika. Nota bene, upam, da se zavedate, da v nobenem zahodnem jeziku, pa tudi v drugih modernih jezikih, besedo politika ne moremo prevesti. Se pravi, govorim o številnih, v latinskih jezikovnih igr, če bi rekel, to je tisto, kar je pluralistično ali pa pluralno. Ko sem govoril o mestu in ko sem izpostavil Rog in tako naprej, potem je to v tem kontekstu bilo rečeno, da pa sem mnenja tako kot ti, ker se mi je zdelo, da točno to govoriš, da se na neštetih drugih mestih ali pa celo ne mestih oblikujejo gibanja, nagnjenja, skupnovanja, številnih, pluralnih, to je po moje izven dvoma. Vendar pa najmanj tam, ko mi bi pričakovali, da bo največ. Recimo, politične stranke, ki bi po definiciji naj to bile, tam ni niti nula ni tam. Boš pa našel med umetnicami, med umetniki, med hekerji, med ljudmi, ki se ukvarjajo z računalniškimi tehnologijami. Boš našel med penzioneri, seveda, in tako naprej. Skratka, gre za vprašanje, da mi, kar se tega tiče, v dobi, v kateri smo in za voljo svobode, ki je že tukaj. Na številnih področjih že prakticiramo to, ne da bi vedeli, kaj počnemo. Se pravi, imamo enormne količine, veliko več, ko se nam dozdeva. Že sedaj izkupnjujočih, na enakosti vzpostavljenih skupnosti, na različnih področjih, ki jih ne moremo misliti zdaj fizično več. Ne moreš reči zdaj v Ljubljani, pa izven Ljubljane. Ampak po tem nekem virtualnem, ker smo izmeščeni, načinu družbenega, poznodružbenega življenja. In združiti to, tiste, ki se recimo ubadajo zelo ostro z vprašanjem reindustrializacije. Treba jih vključiti, ne gre za to, da oni, sam ne smeš generalizirati te pozicije. Zdaj bomo reindustrializirali Slovenijo ali pa ne vem Ameriko, to je recimo Chomskyjeva pozicija. Potem pa bo to baza, na kateri bomo vse rešili. Pozabi to. Se pravi, tudi tiste, ki se z reindustrializacijo ukvarjajo. Sindikati, recimo, ki se bojujejo za elementarne plače. No, je to zelo ozko. Glejte simptoma. Sindikalno gibanje v Luki, to je 150 metrov zračne linije od tukaj, je lani bilo eksplodiralo, upam, da ste opazili to. Kam so pa šli? V mesto, v središče mesta so šli. Zdaj se pripravlja nekaj takega, jaz to berem kot upor proti Popoviču. Še ni v medijih, tu pa tam lahko zasledite domačini, če ste pozorni, ne? Postavlja se vprašanje, kako odžagati politično tehnologijo, ki je v tem trenutku Popovič krmili seveda na izrazito, podobno kot v Ljubljani, Janković in tako naprej, mafijaške načine. In je odgovor, gredo v štrajk. Pa greš pogledati, kaj pa načrtujejo, spet gredo v mesto. To ni slučajno. Se pravi, gre za vprašanje teh različnih, kako jih naj imenujemo, iniciativ, gibanj, kako jih združiti. Je pa zelo, zelo, zelo pomembno, da jih ne razumemo kot družbena gibanja. Niso to družbena gibanja, to so politični projekti, politične ideje, politične združbe, politične skupnosti, političnih živali, ki vedo, da na stare načine, strankarsko in tako naprej, ne gre, ki so inovativne in iščejo nove odgovore. Vprašanje Indeja, vprašanje Roga, kako to razumeti? Kot vežbališče, kot mesto, kjer se trenira novo življenje, kot eksperimentalna laboratorijska okolja, v katerih mladi, zato ker drugih možnosti nimajo, vedo pa, da hočejo in tako naprej nekaj narediti, trenirajo nove forme življenja, nove forme medsebojnih odnosov, ki so kaj? Družbeni in se ustavijo pri družbljenju, pri kofetkanju, pri namiznem nogometu. Ne. Ki presegajo to in ki imajo politične konsekvence od elementa politične resocializacije mladih
do elementa vključevanja na demonstracijah, jutri oblikovanja takih ali pa drugačnih zahtev, po jutrišnjem organizatorjev tistih, ki denimo v spalnih naseljih, v spalnih skupnosti, bodo skrbeli, kako se prebiti do krasnega igrišča, na katerem naši otroci lahko igrajo košarko na mesto, da bi avtomobili bili parkirani. Odgovor moj na tvoje vprašanje skratka gre iz samega pojma politike. Številni, če razumemo politiko na grški način, številni, to pomeni seveda različni, ki skupnujejo, pa imamo odgovore na večji del vseh vprašanj in obratno. Če razumemo politiko na način Machiavellija, to pomeni v smislu gospodstva enega ali pa nekaterih, denimo il principe, vladar, je tisti, ki mu Machiavelli napiše knjigo. Posveti mu jo in reče, no, Bimbo, tako lahko izpelješ osvoboditev Italije, vzpostavitev italijanskega naroda. By the way, to ni slučajno. Machiavelli je prvi nacionalist v zgodovini človeštva. In tam je, vse veste, kaj gre za boj proti Vatikanu in tako naprej. Kaj hočem reči? Brško izhajamo iz grške paradigme razumeva politike. Ko imamo poudarek na pluralnosti, na številnih, ki pa so, to je pa ključna oznaka, s katero smo se danes ukvarjali, to je pojem. Enaki izoji, pa se pa odpira možnosti česa takega, kot je izonomija. Potem se pa odpira nekaj takega, kot je možnost demokrateja. Brez tega ne gre. Gre pa blebetanje in PR-ovsko čivkanje. Češ, mi družbena bitja, ki smo družbeno svobodna, smo demokratična, živimo demokracijo, skratka, čisto sprenevedanje. Te nove skupine, te nove skupnosti, te nove forme oblike skupnovanja, ki si jih ti odprl, so točno to. In v tem smislu, jaz nisem pesimističen, kar se tega tiče, jaz mislim, da družbeno temelji v veliki meri na PR-ovskem in da v trenutku, ko mlade generacije poštekajo, to pa pomeni, ko začno biti cinične, ko se ne pustijo ujagati v poročila medijev množičnega poneumljanja, ko ne padajo na finte in tako naprej, takrat se začenja. Kaj? Začenja se lomiti simbolna, legitimacijska infrastruktura obstoječega. In to se je po moje že zgodilo. V tem smislu so naša leta, ki so pred nami, revolucionarna leta, bi vas pa opozoril, ne padete na finte o družbenih revolucijah. Nasprotno, mi rabimo veliko število političnih revolucij v mestu, ki se ga ne bo dalo kontrolirati s sredstvimi ultra zmožnega nadzorovanja in kaznovanja. Mi živimo v transparentni družbi, v kateri smo vsi snemani, v kateri so policijske enote tako, da nas fentajo. Se pravi, treba je decentrirati delovanje, naenkrat zakuriti skupnostno politična delovanja na 10, 100, 500 mestih. To ne more nobena policija, nobena vojska, nišče ustaviti. No, tabene, če že govorimo o revoluciji, pa ključni stavek tale. Policija ni naš sovražnik. Naša poglavitna naloga pri spreminjanju je policistke in policiste pridobiti na svojo stran. Tudi policisti in policistke so po potenci politične živali. Tudi oni so taki, da lahko skupnujejo. In številni med njimi, tudi voljni, v tem smislu moramo biti zelo previdni, mehki, natančni, ko gre za mišljenje brez milosti. Ko pa usekamo, pa ne smemo biti nasilni. Ali bomo to zmožni? Jaz mislim, da ja. In sicer točno zavoljo tega, kar si ti odprl. Ker imamo opravka z zelo velikim številom iniciativ, projektov, še posebej med mladimi, ampak tudi med starimi, ki razumejo, da je nekaj zelo hudo narobe. V tem smislu bi se dalo reči, in mislim, da na tej točki lahko sklenem in rečem besedo podpore, ponavadi tega ne delam, temu, kar je internetno. Mislim, da zahvaljujoč internetu in internetni pismenosti morda se nam odpira možnost, kako povezati te heterogene politične iniciative,
projekte na različnih naravnih. Kako doseči točko, o kateri je vse odvisno, da se bomo zbrali in začeli skupnovati. Recimo na Titovem trgu v Kopru. To je mesto, mestna zadeva je politika, koprska zadeva je, ne slovenska, ljubljanska, mariborska je. Politika je mestna, meščanov in meščank. Ne morete se politike iti v gozdovih. Partizani nikoli niso razumeli, kaj je politika. Oni so družbena bitja. Za vse gerilce to velja. Za vse ljudi, ki se lotijo orožja. Mi, ki smo politične živali, naše orožje, ki ubija, so besede. Zato moramo zelo natančno misliti in govoriti in ne se bati. Brez milosti misliti, brez milosti govoriti. Ne pa biti nasilen. Matej, hočeš si besedo? Ne, nasprotno. Nasprotno, ne smemo tako misliti. Ja. Tako. Tako. Imate... Ampak že tukaj, na tem mestu, zdravnika, tako kot jaz pač čisto osebno gledam, je velika nevarnost, recimo, kaj je nekemu, zelo enostavno obstaja kontrapol, če se mu zgodi, recimo, strankam modernega centra, enostavno, da prevzame. Ja. Ker ravno, recimo, če to implementiramo recimo, na državnem nivoju, kaj se dogaja, je še edina močnejši gospodarski enklav, katera je samoorganizirana, katera dejansko nastala na samoorganizaciji, se odprla in se opirala, recimo, politiki, tedanji, enostavno, ki ni investirala nič v izgraditev enostavno infrastrukture, ampak so to ljudje s svojimi rokami izgradili. In zdaj trenutno, tako kot je čuti, pač ta družbena političnost, enostavno politična družbenost, poskuša ravno to zadnjo enklavo razbiti, jo spolitizirati in prodati. Ja. Recimo v Evropi. Ja. Tukaj so te nevarnosti, ker... To se je že zgodilo. To, kar ti vidiš. Ja. Na hitrico bom skušal odgovoriti. To se je že zgodilo. Slovenska skupnost, ki je dosegla svojo državnost in neodvisnost, je bila ultra poceni prodana na tržnici Brisla, Strasburja in Nata. To se je že zgodilo. To ni nekaj takega, kar... Drugi element, ki ga izpostavim in ki bo utegne biti še bolj pomemben. Vrhnika. Vrhnika je tipična eksplozija, ki zna prvič v zgodovini Vrhnike postaviti mesto Vrhnika na politični zemljevid Slovenije, ki zna biti paradigma številnih drugih, notabene in poudarek, mestnih ustaj, ki bodo gradile na enakosti. In če je zdaj tako, in s tem bi pač moram končati, lahko gremo dol, pa se usedemo, pa govorimo naprej. Hvala lepa. Upam, da vam nisem preveč zatežil in da ste živi ostali in da sem kaj prispeval v malho vašega političnega razumevanja. Hvala lepa.